Želel bi predstaviti programska izhodišča Nove Slovenije krščanske ljudske stranke, kar se tiče področja zdravstva. V timu, kjer smo pripravljali v strokovnem odmoru, smo to imenovali Zdravje za našo varnost. Menimo, da je v sedanjem času, predvsem po zadnjih letih, zaradi nenehnih sprememb v družbenem okolju, sprememb vrednot, izgubljanju vrednot, predvsem pomembno, kaj posamezniki, kaj državljani čutimo in kakšen odnos imamo do zdravja. Menimo, da kot se začne graditi hišo pri temeljih, moramo v osnovi poskrbeti za propagiranje zdravega odnosa do svojega lastnega zdravja. Menimo, da je še veliko priložnosti in možnosti, da storimo predvsem na preventivnih programih, ne ko se že začnejo, pa ko pride do bolezni in jih začnemo usmerjati, ampak predvsem pri tistem odnosu, da začnemo že pri otrocih vzbujati pozitivno odnos do lastnega telesa, do lastnega zdravja. Ne glede na to, kakšne so te oblike, tam lahko naredimo največ. Ko pridemo do tiste resne preventive, jo moramo čim širše predstavljati, vendar smiselno na epidemioloških podatkih posameznih regij, ker vemo, da Slovenija ima različne težave po regijah in predvsem na tistih podatkih moramo graditi svoj odnos do tega svojega zdravja. Kar se tiče primarnega zdravstvenega nivoja, je seveda razvoj referenčnih ambulant, kot jih doživljamo v zadnjem času, zelo pomemben, vendar se lahko še nadaljuje. Menim, da s podatki po posameznih regijah lahko nadaljujemo in širimo ta odnos. S tem ne samo širimo nivoje in pristojnosti med posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti, pač pa tudi širimo dostopnost, kar je nujno potrebno. In so, če pravimo ali pa če priznamo, da je zdravnikov manj, kot bi jih pričakovali oziroma kot jih je v primerljivih evropskih državah, se nekoliko razbremenijo in ker v zdravstvu moraš delati v timu, moraš se povezovati, je to dober način, da povečamo dostopnost, predvsem pri najmnožičnejših boleznih kardiovaskularnega sistema, srčno-žilnih bolezni nasploh, endokrinoloških, sladkorne bolezni in ostalih bolezni, ki so, in nadaljujemo in nadgradimo tisti primarni nivo z tem, da imajo pacienti, ko pa začutijo potrebo po obisku pri zdravniku oziroma pri timu zdravstva, lahko dobijo tiste informacije, ki jih potrebujejo. Kar se tiče sekundarnega zdravstvenega nivoja, bolnišnic in pa terciarnih ustanov, menimo, da je ob povezovanju potrebno v tem majhnem, širšem prostoru izgraditi jasen odnos povezanosti in skupnega nastopanja na bodočem evropskem trgu, ki bo začel veljati leta 2014. Če na to ne bomo pripravljeni, se nam slabo piše ne samo izvajalcem, pač pa predvsem državljanom, ker se bo ob neustrezni pripravi in ob jasnem pomanjkanju finančnih sredstev, če se ne bo nič spremenilo pri porabi in pa pri nabiranju teh dodatnih virov, lahko zgodilo. Izvajalci se morajo vprašati, kateri nivo za regionalno bolnišnico je potreben, kakšna je najširša patologija, kajti te podatke imamo in v tej smeri ob dogovoru predvsem z ustanoviteljem, ki mora imeti jasno vizijo in ta je bila predstavljena, vendar žal ne zaživljena, v dejstvu se moramo razvijati in povezovati. Menim, da Slovenija potrebuje regionalne bolnišnice, ki pa morajo biti tako prostorsko kot geografsko usmerjene v določene specialnosti, da bomo izvajali visoko strokovne in kakovostne storitve še naprej. Zavedati se moramo, da Slovenija ima zelo dobro zdravstveno oskrbo na sekundarnem pa tudi na terciarnem nivoju in za ohranitev tega moramo določene stvari racionalizirati. Na terciarnem in znanstveno-raziskovalnem področju je potrebno predvsem prisluhniti stroki, vendar stroki z argumenti. Imamo podatke, ki so pomembni, imamo dobre podatke in tukaj moramo graditi naprej. Jasno definirati, kaj je terciar in ne potem sredi leta krčiti ta sredstva, ki so namenjena za terciar v tekočem letu. Menim, da je že skrajno neresno, da je edini način varčevanja ZZZS-ja samo jemanje sredstev. Če tukaj ni strategije in po 5 letih bi se morala izgraditi, če tukaj ni jasnih normativov, kaj bojo kupili, potem je čas, da če trdijo, da je konkurenca med izvajalci nujno potrebna, potem v Novi Sloveniji menimo, da je nujno potrebna tudi konkurenca pri zavarovalništvu.
Vsi veste, kaj to pomeni. Ne potrebujemo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, potrebujemo pa konkurenco tudi pri zavarovalništvu. Zakaj bi se moral neki izvajalec ukvarjati s pacientom, za katerega ve, da, ker je pomanjkanje sredstev v državi pod narekovaji, ne bo dobil plačila za opravljanje njegovih storitev? Naj se državljan, naj se zavarovanec preprosto odloči, pri kateri zavarovalnici bo zavaroval svoje zdravje oziroma pri kateri zavarovalnici bo iskal storitve, ko jih bo potreboval. Podobno kot zavarujemo svoj avtomobil, jasno moramo definirati, kaj so primarni cilji, ki jih moramo doseči in da bo ta enakomerna dostopnost pokrita celostno. Če bomo to naredili, potem bomo lahko rekli, da je v javnem interesu javno dostopna košarica zdravstvenih pravic, za katero pa vemo vsak, kaj je tisto, kar v določenem življenjskem obdobju potrebujemo in kaj mora biti v tej košarici in ne nazadnje v javnem interesu mora biti solidarnost. Zdaj te solidarnosti ni, kajti nekatere skupine ljudi že težko plačujejo za tisto dodatno zavarovanje, ki pa ni pravo dodatno zavarovanje. In tukaj z resnim pristopom se lahko v kratkem izboljša in uredi situacija zdravstva na področju financiranja. In ne nazadnje, smiselna konkurenca vpeljana v ta sistem lahko samo pridobi, ne samo pridobi izvajalec, predvsem pridobi vsak državljan Slovenije. Menimo, da je z pogumno vizijo, poštenim odnosom in smelim nadzorom dovolj sredstev v zdravstvenem sistemu, da jih ohranimo na takšnem nivoju, kot smo jih v zadnjih 20 letih pripeljali na ta sistem. In ne nazadnje, razumemo ljudi in jim znamo prisluhniti, zato menimo, da v Novi Sloveniji vemo, kaj potrebujemo za zdravje, da bo to naša varnost.